Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. V današnji kroniki tedna se bomo v celoti posvetili športnemu prazniku pod Poncami. Smučarski poleti v Planici vsako leto privabijo na tisoče gledalcev. Letošnji podaljšan planiški vikend pa je bil res nekaj posebnega, tako športnega kot vremenskega vidika. Poleg tekem so planiško prireditev spremljali spremljevalni dogodki, tudi o tem v današnji oddaji. Letošnji zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici je bil izjemen. Prvič je 4-dnevno tekmovanje potekalo v novem nordijskem centru. Že pred samim dogodkom so slovenski orli na čelu s vrhunskim Petrom Prevcem poskrbeli, da so karte za soboto in nedeljo pošle že zelo hitro. In če smo bili množičnega obiska na petkovi, sobotni in nedeljski tekmi že kar vajeni, je letos najbolj presenetil četrtek, tradicionalno rezerviran za kvalifikacije, tokrat pa prav tako tekmovalen. Nadomestno tekmo iz Titisee Neustada si je ogledalo rekordnih 20.500 ljudi. Tudi letos je na prvem dejanju planiškega praznika mrgolelo otrok. Kako se počutiš danes tukaj v Planici? Kakšen je vzdušje? Ja, dober. Peter Prevc je zdaj skočil, je bil dober. A navijaš najbolj za Petra? Ali... Ja, pa tudi za Norjakija Kasaja. Za Petra Prevca. Ja, za Petra Prevca. Zakaj pa? Zato, ker je najboljši, pa zato, ker je Slovenc. Ticam za Petra Prevca, on pa tudi za druge skakalce. Vpijemo pa za zmago Petra Prevca. Med obiskovalci je bilo kar nekaj takšnih, ki so že dolgo zvesti obiskovalci Planice. Prvič sem bil tukaj z mamo, ki je bila noseča. Pa vse leta tukaj, ker je bil tudi skakal, Joža, je bil dober skakalc, Čar Marjan, to so bili odlični skakalci. Bila je pa tukaj ena stalna gostinja, ne vem, če ste vedela, ena Minca. Ona je bila v bistvu pobudnik teh skakalcev in velik sponzor in ljubitelj skakalcev. Ona je recimo, ko so bile prve olimpijade, suspendirala oziroma financirala razne stvari, da so naši skakalci Janez Polda, Finžgar pa to šli na olimpijado. To so bile olimpijade v Cortini pa tam. Drugače pa kot Planica je zdaj zelo moderna, tak, kak se jo pa mi spomnimo, ko so bile kukar veselice, jo pa nikdar več ne bo. Letalce na planiški velikanki so spremljali tudi vidni predstavniki slovenskega vrha na čelu s predsednikom države Borutom Pahorjem, ki je v nastopu naših orlov ponosno zavihtel zastavo. Družbo mu je med drugim delal tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Spomini se vračajo v mladost. Leta 1985 je bilo 70.000 ljudi v soboto. Mislim, da to zdaj ne moramo preseči, ker je drugačna konfiguracija, ampak kvaliteta je sigurno veliko boljša, občutki so podobni. Mogoče malo manj okusa tega vonja po čevapčičih, ampak se da nadoknaditi. Mislim, da bo v naslednjih dneh tudi to prišlo. Danes je dan brez alkohola, je 5.000 otrok, smo zelo zadovoljni. V Planici so bili tudi drugi župani. Mi smo ujeli Bohinjskega. Moram reči, da je fascinantno, da je res enkratno tudi sam pogled na te, bom rekel, neverjetne skakalnice, vzbuja v človeku en velik ponos. Ponos, da imamo v Sloveniji res enkraten nordijski center, tako da v redu, zelo v redu. Slovenski skakalci oziroma v Planici letalci množice svojih navijačev niso razočarali. Svoje pa je naredila tudi izjemna kulisa doline pod Poncami, ki je tokrat tudi z vremenskega vidika zasijala v vsej svoji veličini. Poletje v Planici so spremljali tudi zabavni dogodki. V četrtek zvečer so tudi letos v Ratečah pripravili prireditev, kjer so se predstavili vsi junaki daljav, ki so nastopili v Planici. Živi naj si narodi, ki hlepenega čaka ga, da ko
sosed bude jak, darojak, prozbu vsak, ne vrakle sosed bu, ne vrakle sosed bude jak. Najbolj bučno je bilo seveda ob prihodu slovenske deveterice. In tule je na koncu ekipa lepe ponosne Slovenije! Kako se počutiš recimo v Ratečah? V Ratečah, domače. Domače. Poleg glavnega junaka, letošnjega zmagovalca svetovnega pokala v smučarskih skokih Petra Prevca, so navijači na Rateškem trgu na Gorici pozdravili še Jako Hvalo, Roberta Kranjca, Anžeta Semeniča, Tomaža Nagliča, Ceneta Prevca, Matjaža Pungartarja, Roka Justina, Jurija Tepeša in Mitjo Mežnarja. No pa ne le slovenske orle, tudi junake daljav iz drugih držav je pričakal prisrčen sprejem. Predstavniki posameznih reprezentanc so prejeli tudi košarico domačih dobrot in izdelkov. Praznih rok pa niso ostali niti Ratečani oziroma tamkajšnje turistično društvo. Ja, takole je. Dobili smo kot turistično društvo, smo prejeli tole maketo skakalcev in vsi naši orli so se nam podpisali gor, tako da smo prav ponosni. Tekmovalce in navijače je pozdravil tudi župan. Res enkraten začetek v ta praznik se je začel z današnjo prireditvijo pod Poncami, z zmago Petra Prevca, z krasnimi poleti tja do 240 metrov. Jaz ne morem skriti svojega navdušenja tukaj v Ratečah, v zibelki smučarskih poletov, smučarskih skokov že 100 let. In jaz verjamem, da bo ta praznik trajal tja do nedelje popoldan. Jaz verjamem, da se bodo tako naši fantje kot vsi drugi srečni in zdravi v nedeljo odpravili domov po dolgi in težki sezoni 2015-2016, da bodo vsi lepo počili in da se naslednje leto spet vidimo v Planici. Jaz verjamem, da predvsem doživimo to Planico kot praznik vseh Slovencev, kot praznik občine Kranjska Gora in ne nazadnje praznik kraja Rateče. Najlepša hvala in srečno v Planici. No, tudi letos pa je v okviru planiške prireditve v Kranjski Gori zaživela navijaška vas. Mislim, da je poletel Peter Prevc. Fantastičen dosežek. Najboljša daljava takega 246 metrov. Pa dol Petru Prevcu. Cilj med 19,5, pa samo 10,9 točk odbitka. Izjemen dosežek Petra Prevca v finalu. Roko na srce, to sem tudi pričakoval. Avstrija. Desetinša točke. V korist slovenske reprezentance, neverjetno, 8 skokov, odločila pa je ena sama desetinka točke. Veselje v našem taboru, kot da bi bili svetovni prvaki v nogometu, poglejte te zastave. Mislim, da bo danes 30 tisoč
gledalcev ponorilo v Planici. Res izjemno. Na prireditvenem prostoru pred dvorano Vitranc so podelili startne številke tekmovalcem za nedeljsko tekmo. Lep pozdrav vsem, ki ste nas prišli podpreti. Hvala. Are you going for 600? Seveda. Saj ste razumeli, treba prevajati. Can you say also something else in Slovenian language? Srečno, Peter Pravec, srečno, Lovi Kranjec, srečno, Lorjek Kasaj. Peter, ni da ni prevc, ampak ne bova zdaj o tem, pa bi dal kar mikrofon, pa nekaj povej sam. Izvoli. Jaz te zelo dobro počutim. Kakšne so pa glasovi, sem se pa jaz zdaj odločil, da bom tudi jutri skakal. Se vidimo v Planici. Za glasbeni del in zabavo pa so skrbeli domačin Anže. Usoda je hotela, da predolgo sta trpila. Njega grozno je dajalo, ko je gledal sladko salo. Ona pa je hodila k maši, a pri maši straši. Ter skupini Nočni skok in Rok partizani. Planica, smešina, evo Vito, jasni obrodljive so krpevice na slavno. Gira, oživlja, žive, se zira z jasnimi more. In dobi se skrbi, odradi vrsti Levo Slovence, ona prinesijo zdravi, sobranično zdravi, sada. Našo nam deželo, poživi slovenski svet. Levo Slovenija, brate vse, kar nas je, sinov slovenske Za konec današnje oddaje pa poglejmo še, kaj vas čaka v prihodnjem tednu. V ponedeljek ob 17. bo v mladinski točki Center 2 na Jesenicah potekal klepet Zinko Ručigaj na temo Otrok trmari in izsiljuje. Občni zbor Planinskega društva Kranjska Gora bo v sredo ob 18. v gostilni pri Martinu v Kranjski Gori. Medobčinsko društvo invalidov Jesenice pripravlja letni zbor članov, ki bo v četrtek ob 10. v zgornjih prostorih restavracije Kazina. V dvorani krajevne skupnosti Rateče Planica bo od petka 25. do torka 29. marca razstava ročnih del. Razstava bo odprta med 10. in 18. uro. V soboto ob 10. bo na Stari Savi na Jesenicah velikonočni žeganj jedi. V prostorih Društva mladih Kranjska Gora v Mojstrani bo v soboto ob 18. potopisno predavanje s kolesom okoli Slovenije junij 2015. V dvorani Vitranc v Kranjski Gori bo v soboto ob 16. otroška gledališka predstava Maša in medved v izvedbi Moskovskega gledališča. To je bilo vse v današnji, lahko rečemo, planiški kroniki tedna. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje.